večer vsem in prisrčno pozdravljeni na naš drugi šmarnični dan. Tisti, ki smo bili včeraj pri šmarnicah, smo menda vsi po vrsti zelo nestrpni in radovedni skupaj z Ježkom Zvedavom, kako je s tole učiteljico Rahelo, ker to ni katerakoli učiteljica, ona je namreč učila Marijo. Marija pa je kasneje učila Jezusa kot mama. Bomo še malo počakali. Tudi nocoj vas seveda lepo vabim k dejavnemu sodelovanju. Predstavljajte si, da ste tule pri oltarju v prezbiteriju, se pravzaprav ste z srcem in mislimi, tako da naj morda pesem zadoni tudi doma, vsekakor povabljeni tudi k molitvam, ki jih boste videli na zaslonu, tako da bo ta večer res lep, da se bomo nasmejali, pa da bomo tudi seveda srcem slavili Gospoda in našo nebeško mamo Marijo. Daj mi Gospod močno vero, daj mi Gospod močno vero, daj mi Gospod močno vero, ki me rešila bo. Da ozdravila je Hebrejce, da ozdravila je Hebrejce, da ozdravila je Hebrejce, naj ozdravi mene zdaj. Je mučencev utrjevala, je mučencev utrjevala, je mučencev utrjevala, naj še mene utrdi. Stari mami je pomagala, stari mami je pomagala, stari mami je pomagala, naj pomaga meni zdaj. Daj mi Gospod močno vero, daj mi Gospod močno vero, daj mi Gospod močno vero, ki me rešila bo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir našega od mrtvih vstalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa in priprošnja naše nebeške Matere Marije, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dobri Bog, spet smo tu pri tebi, zbrani s tvojimi brati in sestrami. Vsakič k tebi pridemo veseli, saj vemo, da smo tu vedno dobrodošli. Vsak dan znova ti zaupamo svoje želje, pa tudi skrivnosti in napake. Vsakič, ko se s teboj pogovarjamo, se počutimo varni in zaželeni. Saj vemo, da nas imaš rad. Včasih si ti celo edini, ki nas razumeš in ti lahko zaupamo vse, celo svoje grehe. Odpusti nam. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in v dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Usmiljeni Bog, v svojem načrtu odrešenja si Sveto Devico Marijo, svojo ponižno deklo, določil za Kristusovo mater in sodelavko. Pomagaj nam, da jo bomo vztrajno posnemali. Tako ti bomo zvesto služili in čuječe spremljali prizadevanje za zveličanje ljudi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Tisti, kateri so se razkropili zaradi preganjanja, ki je bilo nastalo ob Štefanovem času, so prišli do Fenicije in Cipra in Antiohije. Vendar nauka niso oznanjali nikomur drugemu, kakor le Judom. Bilo pa je med njimi nekaj mož z Cipra in iz Cirene, ki so po prihodu v Antiohijo tudi Grkom oznanjali blagovest o Gospodu Jezusu. Gospodova roka je bila z njimi in veliko število jih je verovalo ter se spreobrnilo k Gospodu. Prišel je pa glas o tem do Jeruzalemske cerkve in poslali so Barnaba v Antiohijo. Ko je ta prišel in videl Božjo milost, se je razveselil in je opominjal vse, naj z odločnim srcem vztrajajo v Gospodu. Kajti bil je odličen mož in poln Svetega Duha. In pridružila se je Gospodu velika množica. Nato je odšel v Tars po Savla in ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. Celo leto sta bila skupaj v tej občini in učila sta veliko množico in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane. To je Božja beseda. Bogu hvala. Tako še vedno je seveda velikonočni čas in še vedno s polno močjo odmeva aleluja, vzklik in pesem veselja ob spoznanju, da je Jezusov grob prazen. Aleluja, 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 naj goni. Aleluja, 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 naj goni. Vstal je, kakor je rekel, vstal je, kakor je rekel, vstal je, kakor je rekel, tretji dan. Vstal je, kakor je rekel, vstal je, kakor je rekel, vstal je, kakor je rekel, tretji dan. Tudi mi bomo stali, tudi mi bomo stali, tudi mi bomo stali, kakor on. Tudi mi bomo stali, tudi mi bomo stali, tudi mi bomo stali, kakor on. Večno bomo živeli, večno bomo živeli, večno bomo živeli v raju z njim. Večno bomo živeli, večno bomo živeli, večno bomo živeli v raju z njim. Aleluja, 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 naj goni. Aleluja, 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 naj goni. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Takrat so v Jeruzalemu obhajali praznik tempeljskega posvečenja. Bila je zima in Jezus je hodil v templju po Salomonovem stebreniku. Obstopili so ga Judje in mu govorili: dokaj nas boš pustil v negotovosti? Če si ti Kristus, povej nam odkrito. Jezus jim je odgovoril: povedal sem vam, pa ne verujete. O meni pričajo dela, ki jih izvršujem v imenu svojega očeta,
Toda vi ne verujete, ker niste izmed mojih ovac. Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Jaz jim dam večno življenje in ne bodo se pogubile nikoli in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj oče, ki mi jih je dal, je večji kot vse in nihče jih ne more iztrgati iz očetove roke. Jaz in oče sva eno. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Takole, sedaj pa se naš pogled in naša pozornost celi na naš šmarnični oder, k našim šmarničnim igralcem. Menda se bo res nocoj pridružila. Ne bom izstal. Dragi šmarničari, lepo pozdravljeni. In znova vam na kratko in na hitro predstavim našega letošnjega šmarničnega prijatelja Luka. On je tisti Luka, ki je napisal eno od knjig v Svetem pismu, ki se imenuje Evangelij po njem, torej Evangelij po Luku. Zvedal pa se nam bo kar sam predstavil. Meni se sploh ni treba predstavljati. Jaz sem Jezek Zvedav in komaj čakam, da grem v solo. In če je kdo zamudil prvo poglavje, Zvedava najbolj zanima, ali je Marija, Jezusova mama, ko je bila mala, hodila v vrtec. Gotovo nam bo o tem vedela, kaj povedati učiteljica Rahela, ki mislim, da je tu nekje z nami. Lep pozdrav, Mitja. Luka, tudi ti si tukaj. In kdo je tvoj bodičasti prijatelj? Rahela, ravno prav si prišla. Predstavljam ti svojega prijatelja Ježka. Ime mu je Zvedav. Sicer se boš o tem, da je zelo zvedav, lahko sama hitro prepričala. Že 2 dni me sprašujejo o Marijinem vrtcu. To mu boš lahko ti najbolje razložila. Ja, z veseljem. Ne sicer o vrtcu. Vaju pa z veseljem povabim v mojo šolo, kamor je hodila tudi Marija. Zvedavu se ni zdelo prav nič nenavadnega, da smo se v trenutku preselili 2000 let v preteklost. Ko je pred seboj videl učiteljico Rahelo, ki jo bo lahko vprašal veliko stvari, je bil neizmerno navdušen in brez strahu in brez zadržkov je nagovoril Rahelo. Kaj ti si, ravnateljica? Zdravo, Zvedav. Moje ime je Rahela in sem učiteljica. Z mano pa je tudi Luka, ampak prav zdaj kuha kosilo za vse moje učence. Rahela, a lahko Ježko razložiš, kam so starši dali svoje otroke, ko so šli v službo v tvojem času? Ja, veš, to je bilo precej drugače kot danes. Starši niso hodili v službo, tako kot današnji starši. Veliko ljudi je bilo kmetov in pastirjev in njihovi otroci so bili kar z njimi. To je odlično. Potem so se lahko vsak dan igrali z ovcami in kravami in lahko so jahali konje. Meni je zelo zabavno jahati konje. Na oratoriju sem vsak dan hotel iti na delavnico, a je vsak dan zmanjkalo stopnic. Morda pa je bolje tako. Ne, ni. In ni pošteno. Drugi otroci so šli, jaz pa nikoli. Ampak morda je vseeno bolje. Ne pozabi, da si Ježek. Ne vem, kako bi se počutil konj, če bi se ti spravil na njega z vsemi svojimi bodicami. Spet se norcuješ iz mene, Luka. Povej mu, učiteljica Rahela, da to ni lepo. Ja, zabavna sta. Ampak mi dovoliš, da razložim do konca, zakaj starši niso potrebovali vrtcev? Pa saj to že pol ure sprašujem. Ja, veš, poleg tistih ljudi, ki so bili pastirji in kmetje, so bili nekateri tudi obrtniki. To pa poznam. To so tisti, ki polagajo keramične ploščice in delajo vodovod v hišah, ne? Ja, ampak nekoč so bili obrtniki mizarji, nekateri so tkali blago, nekateri so pletli košare ali pa bili trgovci. Ampak večino teh del so delali moški. Njihove žene pa so bile doma in so skrbele za otroke. Ko pa so otroci bili malo večji, so se pridružili očetom in so se ob njih naučili njihovega dela in ponavadi potem tudi sami prevzeli njihovo obrt, ko so očetje ostareli. Se ni bilo vrtcev, pa jim potem tudi v šolo ni bilo treba hoditi. Ježek, narobe razumeš. Ne, da jim ni bilo treba hoditi v šolo, niso mogli hoditi v šolo.
Šole so bile zelo redke in le nekaj otrok jih je lahko obiskovalo. Samo redki otroci so se učili brati in pisati. To je pa kar malo podobno letošnjemu letu, kaj se vam ne zdi? Otroci velikokrat razmišljajo, kako super bi bilo, če ne bi bilo treba iti v šolo. Spomnim se, kako včasih po koncu počitnic rečejo, da bi bilo bolje, če bi bila šola dolga 2 meseca, počitnice pa preostalih 10. Letos pa se mi zdi, si večina otrok že zelo želi v šolo, da bi videli svoje sošolke in sošolce, pa morajo biti še kar doma. Luka, oprosti, ti si hotel še nekaj razložiti. Samo to sem želel povedati, da ima Rahela eno od takih redkih šol. In prav v to šolo, poleg nekaj drugih učencev in učenk, hodi tudi Marija. Ela, kateri predmet pa ucis? Matematiko? Meni je matematika zelo všeč. Znam računati tako daleč, kot imam bodic na hrbtu. Veš kaj, Ježek? Najbolje, da ti kar prideš v mojo šolo, pa boš videl, kako to poteka. Samo se mi ne bo treba iti pred tablo. Ja, obljubim. Pridi in boš videl, kako je v moji šoli. In videl boš tudi Marijo, o kateri te tako zelo zanima. Prav, pridem. Ježek je bil sicer zelo navdušen in vesel, da ga je Rahela povabila, ampak ko bi bilo treba iti v šolo, pa je začel malce oklevati in to je seveda takoj opazil Luka in ga je malo podražil. Zvedav, pa ne da te je strah iti v šolo. Strah? Mene ni nicesar strah. Vsak strah zbezi pred mojimi bodicami. No, potem pa pojdi. Učiteljica Rahela te je povabila v svoj razred. Saj zagrem. Komaj čakam, da bom lahko zastavil vsa vprašanja, na katera mi ti ne znaš odgovoriti. Sicer pa, Luka, tudi tebi bi šola zelo koristila. Zakaj pa ne greš tudi ti? Mene Rahela ni povabila. Sami izgovori. Jaz grem nabrati samo še nekaj hrušk za ozimnico, potem pa takoj k Raheli v šolo. Joj, Luka in Zvedav, vidva sta pa letos tako gostobesedna, da se naša zgodba kar nikamor ne premakne. Jaz sem šmarničarjem obljubil, da bomo že nocoj videli, kako je v šoli, v katero je hodila Marija, vidva pa toliko kramljata, da bomo morali počakati še do jutri. No, ampak hvala Bogu smo vsaj učiteljico Rahelo spoznali. Meni se zdi Rahela kar prijazna. Kaj pravite, šmarničarji? Jaz mislim, da mora biti njena šola kar kul. Jaz se bom ob prvi priliki vpisal. Ampak zdaj so na vrsti prošnje, ki jih bodo tudi nocoj v imenu vseh nas na Gospodov oltar položili od doma naši najmlajši. Dobri Jezus, prosimo te za vse bolne in žalostne. Prosimo te za vse razočarane in osamljene. Naj jim radi pomagamo. Prosimo te, usliši nas. Gospod Bog, prosimo te, da bi odgovorno ravnali z zemljo, ki si nam je podaril, in da bi varčno uporabljali energijo in naravne vire. Prosimo te, usliši nas. Gospod Bog, prosimo te, da bi znali sprejeti tvojo voljo in bi ti vselej zaupali. Da nas imaš rad. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za vse, ki dvomijo ali imajo šibko vero. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, pomagaj nam, da bomo čas dobro uporabljali in se ne bomo vdajali lenobi. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, vse te prošnje, ki smo jih izrekli in tiste številne, ki so tudi ta večer v naših srcih, usliši, saj si naš oče, naš prijatelj, naš sopotnik, ter živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen. Poznam,
Dragi prijatelji, zaupno molimo, naj dobri Bog usliši vse naše prošnje in sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Oče, sprejmi žrtve in darove, ki ti jih prinašamo ob spominu Device Marije, učljive dekle v tvoji službi. Nakloni nam milost, da se ti bomo tudi mi darovali kot prijetna daritev po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tako zdaj smo pri najsvetejšem delu svete maše, ko se bo med tako imenovano evharistično molitvijo kruh in vino spremenil, se boste spremenile v Jezusovo telo in kri, katerega bomo potem deležni vsej duhovno. Zato vas vabim, da s iskrenim, pripravljenim srcem in zares z molitvenim razpoloženjem sodelujemo. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Ljubljeni Oče, zares smo veseli, ko se ti zahvaljujemo in te skupaj s Kristusom slavimo. Slava ti, rad nas imaš. Tako si nas ljubil, da si za nas ustvaril ta svet, ki je tako zelo velik in lep. Slava ti, rad nas imaš. Tako nas imaš rad, da nam daješ Jezusa, svojega Sina, ki nas vodi k tebi. Slava ti, rad nas imaš. Tako nas imaš rad, da nas v Jezusu združuješ, kakor otroke ene družine. Slava ti, rad nas imaš. Za tako velik dar ljubezni se ti zahvaljujemo z angeli in svetniki, ki te molijo in z njimi kličemo. Svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Dobri Oče, naj bo hvaljen Jezus, ki si ga ti poslal, saj je prijatelj otrok in ubogih. Prišel je k nam, da bi nam sam pokazal, kako naj ljubimo tebe in se imamo radi med seboj. Prišel je, da bi nas odvrnil od hudobije in sovraštva, ki je ovira za prijateljstvo in resnično srečo. Obljubil nam je svetega duha, ki je vse dni z nami in nam daje Božje življenje. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Bog naš Oče, prosimo te, pošlji svojega svetega duha, ki naj te darove kruha in vina spremeni v telo in kri Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Tisti večer pred svojim trpljenjem nam je pokazal, kako zelo nas ljubi. Ko je s svojimi učenci sedel pri večerji, je vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Jezus, za nas si umrl. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, jim ga podal in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Jezus, za nas si umrl. Na to jim je Jezus rekel: To delajte v moj spomin, to je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, spominjamo se smrti in vstajenja Jezusa, odrešenika sveta,
Sam se nam je izročil, da se moramo z njim darovati in bližati tebi. Slava in hvala tebi, naš Bog. Gospod naš Bog, usliši nas in podeli duha svoje ljubezni vsem, ki se udeležujemo te svete daritve. Naj bomo v tvoji cerkvi vedno bolj eno, skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in duhovniki in vsemi, ki služijo tvojemu ljudstvu. Naj te vsi slavimo kot ena družina. Nikar ne pozabi tistih, ki jih imamo radi, naših dragih staršev, prijateljev, sorodnikov in znancev, pa tudi ne tistih, ki jih nimamo dovolj radi. Priporočamo ti tudi vse, ki so umrli v tvoji ljubezni, nocoj ti še s posebno hvaležnostjo izročamo pokojno Slavico Žičkar in vse naše drage rajne, dobrotno jih sprejmi k sebi v nebesa. Naj te vsi slavimo kot ena družina. Prosimo te, zberi tudi nas nekoč pri sebi, skupaj z našo nebeško materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom in vsemi svetniki, da bomo v tvojem kraljestvu slavili večni praznik, kjer ti bodo vsi Jezusovi prijatelji brez konca prepevali. Naj te vsi slavimo kot ena družina. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. V prvih mesecih veroučenci prvega razreda navdušeno pripovedujejo, kako je v šoli, kdo so njihovi sošolci, kakšne so njihove učiteljice in kaj vse so se naučili v minulem tednu. Njihovi nasmehi in vedrina na obrazu dokazujeta, da jim je v šoli lepo. Tudi pri verouku poskrbimo, da jim ni dolgčas. Veliko prepevamo, se pogovarjamo, igramo in skupaj molimo. Ko sedemo okrog prijateljstva, si podamo roke in zahvalimo Bogu, da imamo možnost se učiti in pridobivati nova znanja. Vedno smo hvaležni za njegovo ljubezen, zato skupaj molimo Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, tvoja in naša nebeška Mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Pogovor nas med seboj povezuje. Ko koga pokličemo po telefonu ali se celo z njim srečamo in se lahko pogovorimo, začutimo medsebojno bližino. Tudi molitev nas povezuje z Bogom in med nami. Tudi vsi mi, ki smo se nocoj zbrali pri Šmarnicah, smo ena družina Božjih otrok. Da bomo to še bolj začutili, se povežimo v mislih in si zaželimo mir. Mir z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus v podobi kruha, ki nas varuje za večno življenje.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Ker ga tudi nocoj ne morete zaužiti v taki telesni obliki, vas vabim, da sedaj zmolite molitev za prejem duhovnega svetega obhajila. Jezusu, ki je sedaj prišel v naše srca, veselo in hvaležno zapojmo. Tebi čast in slava, čast in slava, povzdigujem svoje roke, povzdigujem tvoje ime. Tebi čast in slava, čast in slava, povzdigujem svoje roke, povzdigujem tvoje ime. Ti velik si, bolj kot tvoji čudeži, nihče drug nikakor ti, Gospod. Nihče drug nikakor ti, ti velik si, bolj kot tvoji čudeži, nihče drug nikakor ti, Gospod. Nihče drug nikakor ti, ti velik si. Najprej se zahvalimo za milost duhovnega svetega obhajila, ki smo ga prejeli. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. K tem zahvalam pa še nekaj tistih iz ust in src naših najmlajših. Gospod Bog, hvala ti za letošnji šmarnični mesec in za to, da nas zbiraš okrog sebe in okrog tvoje matere Marije. Hvala ti, Gospod. Dobri Jezus, hvala ti za starše, katehete, vzgojitelje in vse druge, ki nas z življenjem razodevajo, kako nas ima Bog rad. Hvala ti, Gospod. Dobri Bog, hvala za šolo in da se lahko učimo zanimivih stvari za naše življenje. Hvala ti, Gospod. Dobri Bog, hvala ti za današnji dan, za vse lepe trenutke in uspehe, ki smo jih doživeli. Hvala ti, Gospod. Dobri Bog, hvala, ker nas spremljaš v sreči in nesreči. Hvala, ker si vedno z nami. Hvala ti, Gospod. Molimo. Gospod naš Bog, okrepil si nas z duhovno hrano,
prosimo te, podpiraj nas, da bomo vedno posnemali našo nebeško mamo Marijo. Tako bomo velikodušni v služenju cerkvi in se veselili, da ti smemo služiti. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Skoraj smo že na koncu, ampak ne še čisto. Poleg blagoslova in sklepne pesmi, ki nas še čakata kot duhovni dar in naš dar Gospodu, je nocoj seveda prvič na vrsti nekaj, kar v letošnjih Šmarnicah še ni bilo. Tu za menoj je, kako se temu reče, kuglica za žrebanje, ne, posoda za žrebanje, in tu noter so vsi tisti listki, včerajšnjih šmarničarjev, tistih, ki ste se včeraj po navodilih tam podpisali. Zdaj tisti, ki ste se kot družine podpisali, ste tudi kot družine na listkih napisani, in če boste izžrebani, seveda bo nagrada taka, da si vam ne bo treba eno kepico razdeliti vsem 4. Ok, zdaj, da bo to res pošteno, bom jaz prišel s tole posodico tu bliže, da boste videli, da nič ne goljufam. Torej bom pomešal. 5 bom izvlekel, prvega. Bomo potem pogledali, kdo je not. Drugega. Tretjega. Četrtega. In 5. Zdaj povedal sem vam že, da vsi tisti, ki ste ostali tu not, pa ne boste dobili nagrade. Listki niso zgubljeni, ker vsi tisti, ki boste pri Šmarnicah v tem mesecu vsaj 12-krat, bodo vaše imena na koncu v žrebanju za glavno nagrado. Torej, zdaj pa, kdo so zdaj tu noter? Tele nagrade bo mogoče izkoristiti konec tedna. In sicer prva, ki jo bo izkoristila, je Žana Živič. Žana, čestitke, aplavz za tebe. Drugi prejemnik nagrade, pa res je prejemnik, ni prejemnica, Anže Pečar. Anže, čestitke. Uspelo ti je v prvo, odlično. Gremo dalje, še 3 imamo, mogoče jih imamo še več, tu sta celo 2 na enem listku, Ruben in Tereza Lah. Bodo prišli malo od dlje v Krško na sladoled, bo to fini izlet. Potem imamo tu tudi malo večjo družinico, piše gor Angelika, Judita, Justin in Erazem Umek. Tudi Umekovi bojo prišli na izlet v Krško. Ko sem samo, ja. In Eva in Maja Kozole je pa še zadnja družinica z nagrado prvega šmarničnega dne. Konec tedna bom povedal, torej jutri še ne morete tega izkoristiti, od petka do nedelje ali pa potem kasneje. In seveda nocoj enaka naloga, zdaj takoj, ko bomo nehali peti sklepno pesem po blagoslovu, spet napište svoje ime in vaša imena bodo jutri v tistem bobnu za žrebanje novih nagrad. Za nocoj pa odprimo naša srca Božjemu blagoslovu. Gospod nas želi vedno znova obdarjati s čudovitimi svojimi darovi. Gospod z vami. Naj nas blagoslovi, varuje in vodi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala. Našim angelom varuhom dan, vso noč, angeli bijo nad menoj, Gospod. Ves dan, vso noč, angeli varujte me. Sonce kmalu bo zašlo, angeli bijo nad menoj, Gospod. Čuvaj me to noč, moj Bog, angeli varujte me. Ves dan, vso noč, angeli bijo nad menoj, Gospod. Ves dan, vso noč,
angeli varujte me, če ne bom dočakal ti. Angeli vijo nad menoj, Gospod, priši moja duša me. Angeli varujte me, ves dan vso noč. Angeli vijo nad menoj, Gospod, ves dan vso noč. Angeli varujte me, ves dan vso noč. Angeli vijo nad menoj, Gospod, ves dan vso noč. Angeli varujte me. Pa lep večer vsem in mirno noč.